Velika noč na podeželju v mestu v Ljubljani je zmeraj zanimiv dogodek, ki to Ljubljano popestri in razvedri, ter tudi razvaja v kulinaričnem smislu seveda. Gospod Robert Peklaj, nam lahko na kratko opišete, kako ste se pripravljali na letošnji dogodek? Ja, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije že tradicionalno pripravlja in organizira prireditev podeželja v mestu. Letos prvič na Pogačarjevem trgu in sicer v vsebino bližajoča se Velika noč in temu primerna je tudi ponudba kmetij, ki smo jih povabili na ta dogodek. Koliko kmetij sodeluje zdaj na podeželju v mestu? Danes na prireditvi sodeluje 46 kmetij iz vse Slovenije, torej od vse povsod in ponujajo zelo različne pridelke, izdelke, predelava, vse tisto, kar ponuja slovenska kmetija. Diši pa predvsem po domačih šunkah. Časo primerno, nedeljo bo hreno, jajci. Vse tisto, kar spada in sodi k veliki noči. Tako da je to danes bila izvrstna priložnost, da so lahko ljudje, predvsem Ljubljančani, iz prve roke, torej od kmetij, dobili tiste stvari, ki jih ponovadi sodijo na velikonočno mizo. Velikonočno obarvano podeželje v mestu pa je ponovadi tudi nekakšna predpriprava za dobrote slovenskih kmetij na Ptuju. Ja. Dobrote slovenskih kmetij bodo letos že 25. in letos so tudi pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Boruta Pahorja. Tej pomembni dogodki, tej pomembni prireditvi bomo namenili še posebno podeželje v mestu, ki bo 10. maja prav tako na Pogačarjevem trgu. Tako že danes vabljeni na ta dogodek, kjer se bodo predstavljali vse tiste kmetije, ki že vrsto let sodelujejo in ocenjujejo in dajo oceno dobrote svojih kmetij. Mora biti po koncu tega pogovora, kaj vam osebno pomenijo velikonočni prazniki? Ja, Velika noč je en dogodek, oziroma je praznik, ki združuje dvoje, da je treba se žrtvovati za skupno dobro in da zbudi se neko upanje, da bo boljše, torej da ni bilo žrtve za manj. Boljše tudi v kmetijstvu? Ja, zakaj pa ne? Upanje umre zadnje, pravi, in upam, da ne bo kdo umrl. Hvala lepa. Prosim. No in zdaj smo tu, kjer je doma prleška Tünka. Vi prihajate, gospa Kristina Vargazon, iz Cvena pri Ljutomeru in dobrodošli na podeželju v mestu v Ljubljani. Tu, torej. Ja, tu smo prišli prav z namenom, ker predstavljamo novo blagovno znamko za prleško Tünko, to je tu. Dobite jo zdaj že doma pri nas na kmetiji ali pa danes tu na podeželju mestu, ker nam je že pošla žal. No in se pravi, da gre dobro v promet tu v Ljubljani ta Tünka? Ja, Tünka se tudi tu v Ljubljani dobro obnesla, ljudje jo že poznajo, zato jo radi vzamejo. Vargazonovi ste v bistvu v Ljubljani zelo, zelo udomačeni in počutite se prijetno, a ne? Ja, to je taka prireditev, kamor prihajamo že od samega začetka. Zdaj smo se že tu spoznali, smo domači, ljudje nas poznajo in prihajajo k nam, tako da zdaj že poznajo naše izdelke in mi njihove zahteve in nam to klapa. K Tünki sodijo še druge specialitete, vi najbrž imate tudi hren, jajca in tako naprej. Ja, zdaj mi posebej tu za Veliko noč to prekajeno meso, kot šunko prodajamo, pa klobase, ko grejo zraven. Za to priložnost pa smo tudi naredili zaseko z hrenom, ki nam je tudi že pošla, ker je bilo zelo zanimiv artikel. No, zdajle je ob vas tudi snaha, sicer pa sin in mož delata doma. Ja, oni dva pripravljate zdaj zemljo, ker se začela že setev koruze, sta bolj za strojna dela, medve pa bolj za taka prodajna mesta. Sicer pa že marsikdo prihaja k vam na dom po dobrote? Ja, največ prodamo mi doma, prihajajo gostje posebej iz Banovec, pa ti, ki prihajajo iz Ljubljane, ki so tu kupili, pa potem spotoma še vzamejo.
Nam lahko na kratko še opišete vašo ponudbo ob tunkah? Ja, poleg prleške tunke imamo potem klobase v zaseki za kuhati, posušene in salame. Pa razne namaze, ki so povezani z zaseko. Kmalu pa se bomo videli tudi na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju. Ja, tam smo dali tudi letos na oceno prleško tunko, seveda. In si obetate kar najboljši rezultat. Ja, najboljše ocene. Vsi si želimo najboljše, pa tudi če bo malo bolj, ne bo glih odlično, ampak vedno smo s prodajo potem zadovoljni. Hvala lepa. Prosim. Tudi oljarna Štumperger z bučnim oljem je na podeželju v mestu Ljubljani. Kako gre bučno olje v slast Ljubljančanom? Ja, moram kar tako povedati. Bučno olje našo je sistem zelo in dobra kvaliteta in problema ni s prodajo. Ker nas nekaj malce že poznajo in tako da kar ljudje, kar precej pridejo k nam, ne? Koliko bučnega olja pridelate na leto pri vas? Ja, to pa odvisno kako, kaj to pa rekel tako, bih rekel, no, precej ga naredimo, ne? In koliko pa pridelamo, pa delamo kvaliteto. Na koliko hektarjih pridelujete buče? Na 20 hektarjih pridelujemo buče. Zdaj pa odvisno kako, kakšna letina, če je dobra letina, se pridela več semena, ne? Če pa je žal tako bilo lani, suša malo, pa je bilo malce bolj bogo, ne? Ste na kmetiji še za kaj specializirani ob bučnem olju? Ja, ne, gledamo nekje, mi se samo ukvarjamo z bučnim oljem, ne? Vse, kaj imamo, vse sistem, bučno olje, pol tudi sončno olje delamo, orehovo olje delamo, tako da nekje orehovo olje že delamo cirka 15 let. Bili smo prvi, ki smo dali na razstavo ptujske dobrote za ocenjevanje orehovo olje. Tako da moram kar reči, zadovoljivo je. Zakaj vse pa je uporabno orehovo olje? Orehovo olje je zelo zdravilno, da ga človek na jutro natešče žličko 2 spije, to spusti dol, to se 10-15 minut zatem ne piti, ne jesti, gre za očiščene ožilja, prebavo hrane, za črevesje, pol pa tudi orehovo olje se uporablja za lasišča zamazane, po obrazu se moraš mazati, zelo kvalitetno, za proti raku, za ne vem kje vse je zelo zdravilno. Je pa pogoj, če je tudi kvalitetno nareto. Pomeni, da olje mora biti sistem največ do 40 stopinj je dovoljeno, se lahko pregre, del se ne sme, ne? Pol zdravi vitamini ostajajo v olju, ne? Se pravi, da je orehovo olje v bistvu zdravilo? Tako, in to veliko zdravilo. In moram pa še povedati eno. Naravno seveda, ja. Tako, moram še pa eno povedati, mi imamo doma, vse delamo olje orehovo, vse iz domačih orehov, ne? No in leteh imate kar precej? Ja, pa imamo nekaj precej svojih, precej pa tudi še domačih olje kupimo, ja, to. Vi prihajate iz ptujskega območja? Kako? Ja, ja. Prav, iz katerega kraja? Rošnja Starše, občina Starše, ne? In kupci prihajajo tudi k vam na dom kupovati? Tudi prihajajo domov k nam, pa tudi mi smo nekje po stojnicah okrog, tudi tam te malo jih razkažemo, ne? Naše dobrote. Kako ste zadovoljni s prodajo v Ljubljani? Še kar. Danes še kar zadovoljivo. No, kmalu pa se vidimo spet na Ptuju. No, prav, hvala lepa. Na dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju, na 25. Ja, prav, hvala. Hvala vam, srečno. Ja. Iz Sečovelj pa na podeželje v mestu prihaja kmetija Pršpehov.
Vi sicer nimate špeha, imate pa zares velikonočne dobrote. Res je. Pri nas ponujamo razno vloženo zelenjavo, kot je česen, kumarice, bučke, olive, melancani, razne likerčke, preko 20 vrst likerjev in žganj. Zajema naša ponudba marmeladice, figova, slivova, oljčno olje in seveda za ta čas ne smejo manjkati tudi oljčne vejice. Ste najbrž danes lahko zadovoljni s prodajo? Smo. Pogosto prihajate na podeželje v mesto v Ljubljani? Kar pogosto, ja. Že 5-6 leto smo prisotni na podeželju v mestu. Kako pa je s prodajo na Primorskem? Pa tako, včasih v redu, včasih malo slabše, ampak ni treba obupati, ne. Vedno je treba vztrajati in vedno nekaj gre. Za vsakega se nekaj najde. Koliko oljčnega olja pa pridelate na leto? V bistvu tam 300-400 litrov, odvisno od letine, no. Kar precej, ja, ne? Dovolj. Tudi oljčne vejice sodijo k velikonočnim praznikom. Ja, res je. Predvsem pa so značilne za jutrišnji dan, to je oljčna nedelja, tako da so kar aktualne ta vikend, veliko ljudje za njih povprašujejo in kot sem rekel, ne smejo manjkati, ne. No, še naprej vam želim seveda uspešno prodajo. Hvala lepa. No in zdajle sem ob Heleni Božič, ki prihaja iz Izole in nas razvaja z istrskimi dobrotami. S kakšnimi vse? Z vinčkom, s kraljem refoška, malvazijo, istrsko, pravo slovensko, potem oljčnim oljem. Imamo različne vrste, oljčno olje z limono, s pomarančo, pa oljkice, pecivo z oljk, bomo rekli s pijanimi oljkami, eno posebnost in še bi se našlo kaj na mizi. Se pravi, da v bistvu skrbite za dodatke v vaših že itak specialnih oljih. Tako, ja. Poskušamo vse, kar nam da narava, pridelati z novitetami, poskušamo se približati čim bolj kulinaričnim dobrotam, tako da. Za nama je tudi diploma odličnosti z zlato medaljo, ki pa ste jo prejeli za vina? Za vina Refošk, 2012, nagrada je bila 2013, se pravi za pretekli letnik, prvo mesto v Marezigah. Koliko vinogradov pa obdelujete v okviru vaše kmetije Božič in koliko oljčnih nasadov imate? Ja, tako, vinogradov je 12 hektarjev. Veliko. Tako, ja, kar veliko dela. Kdo pa obdela vse to? Tast, moj fant, vsi smo pomagamo. In potem imamo še približno okoli 1000 oljk nasada. Pridelava je eno, prodaja pa nekaj drugega. Najbrž ste lahko danes kar zadovoljni. Ja, bomo rekli, ja, vreme nam je naklonjeno, smo prinesli malo sonca z obale, tako da je bilo. Tudi k vam prihajajo kupci na dom? Tudi, ja, bomo rekli, tudi zdaj imamo tudi trgovinico v Izoli, smo odprli, tako da smo bližje mestu, da nas tudi turisti lažje obiščejo. Kajti vse več ljudi se mi zdi, da želi preveriti pristnost, domačnost izdelkov, ki jih kupijo in to se najlažje prepričajo na domu. Tako, na kmetiji sami. Tako, pridejo tudi v klet, pokusijo, naredimo degustacijo in potem se odločijo, kaj bodo vzeli in so zadovoljni. Zakaj se na današnjem podeželju v mestu najbolj zanimajo kupci? Bomo rekli, kar vino jih zanima, potem dobrote, oljke, oljčno olje, kar vse približno.
bomo rekli tako, polovica, ne? Vaši izdelki so tudi zelo lično zapakirani. Embalaža je pomembna, seveda, kaj ti kupujejo tudi oči. Seveda, marketing mora narediti svoje, tako da želimo biti tudi tako razpoznavni, pač se trudimo. In kaj imate zdaj v tem kozarcu? V kozarcu pa imam kralja refoška. Ste rekli, da je to zame? Seveda, izvolite. Hvala lepa za ta pogovor in na zdravje. Na zdravje tudi vam. Odličen je. No, me veseli. Hvala lepa. Hvala vam.